V Kanadi že vsaka 20. smrt pomeni smrt zaradi pomoči pri samomoru ali pa evtanazije. In to kljub temu, da je leta 2016 bila uzakonjena z namenom samo za terminalne bolnike v zadnjih stadijah bolezni. In vidimo, da vsako leto narašča 15, 20, 30% število smrti zaradi evtanazije. In v letu 2024, tukaj ni podatka, bo teh 16.500 smrti, ki jih pripisujejo evtanaziji. Tukaj pa vidimo, kakšni so bili razlogi za smrt Kanadčanov leta 2022. In vidimo, da je 6. najbolj pogosti razlog, zakaj so Kanadčani umrli, v bistvu že evtanazija. In če je eno leto kasneje, 2023, pa je že 4. najbolj pogost razlog, zdaj evtanazija je prehitela krvnožilne bolezni in pa COVID-19. Kanada ni nobena izjema tukaj. Vse države, kjer imajo zakonjeno evtanazijo in pomoč pri samomoru, vidimo trend naraščanja procenta evtanazij v primerjavi z vsemi smrtami, ki jih beležijo v državi. Vidimo, da Kanada je ta rdeča črta najbolj krivulja, ki najbolj narašča. Ampak naraščajo tudi države, kot so Belgija, Nizozemska, Švica, pa tudi nekatere države zvezne države v Združenih državah Amerike. In zakaj misliš, da je bila pri tem Slovenija kakršnakoli izjema?